Socialni demokrati so na prvi novinarski konferenci po državnozborskih volitvah spregovorili o napovedanih vladnih varčevalnih ukrepih. Izkoriščam to priložnost za poziv vladi in socialnim partnerjem, zlasti sindikatom, da v prihodnjih dneh in po potrebi tednih dosežejo vsaj minimalno soglasje, ki bi zagotovilo dosego cilja, ki je pomemben za vse nas. In to je konsolidacija javnih financ v naslednjih par letih. Obvladovanje dolga pod 3% do leta 2030. Zadolžene države v prihodnosti bodo ne samostojne države, bodo odvisne od pomoči drugih. Pahor opozarja, da so ukrepi nujni, a v stranki vseh predlaganih ukrepov ne podpirajo. Mi menimo, da ta pot, ki jo je predlagala vlada za predlogi, ki so nam doslej znani, ni najbolj socialno pravična. Jaz mislim, da je polovica teh, ki jih predlaga vlada, spodobnih, ki bi jih mi podprli. Gre za tisti del varčevalnih ukrepov, ki zadevajo delovanje države. Slovenija je draga država, je predraga država za to, kar lahko ustvarimo in moramo varčevati in nekatere stroške, ki smo jih pridelali v tranziciji, tudi upoštevati in jih minimizirati. Ne moramo in ne smemo si privoščiti, ne zaradi demagogije, ampak zaradi tega, ker se nam zdi to tako prav, da bi breme za izhod iz krize nosili revni ljudje, ker bi to pomenilo eno pauperizacijo Slovenije, ki bi bila v bistvu potem zelo draga. Tudi za tiste, ki bi se morda v kratkoročnem obdobju lažje zmuznili skozi, bom rekel, giljotino te krize. Če bo dosežen dogovor s socialnimi partnerji, bodo poslanci SD varčevalne ukrepe podprli. Torej, če in kolikor se bo vlada s socialnimi partnerji dogovorila, za nas ni dobenih ovir, da teh ukrepov ne bi. Napovedali so tudi, da bodo podprli vključitev zlatega fiskalnega pravila v ustavo. Mi smo se na prvem pogovoru po izvolitvi nove vlade na ravni predsednikov stranke govorili, da je vnos fiskalnega pravila v ustavo koristna odločitev in da je podprem.